Pozdravljeni! Verjetno mnogi izmed vas ste že zasledili govorice, da Renault kot proizvajalec pogonskih sklopov morda zapušča Formulo 1. Verjetno si mnogi navdušenci ne znajo predstavljati svetovnega prvenstva Formule 1 brez Renaulta v takšni ali drugačni obliki. Ampak izgleda, da ta znani proizvajalec in tvorec mnogih zmag, naslovov svetovnega prvaka, bo v novem obdobju, torej od sezone 2026, enostavno zapustil cirkus. Danes bomo skušali ugotoviti skupaj, kaj se pravzaprav skriva v ozadju. In kot običajno, ko bo slika v barvah, navajam tisto, kar pravijo določeni viri, ko se bo ta spremenila v črno-belo, pa podajam moje osebno lastno mnenje. A najprej se moramo ustaviti pri tistem poglavitnem viru, ki je celotno zgodbo sploh začel. Gre za članek, ki je bil objavljen na spletnem portalu motorsport.com in ki pravzaprav navaja, da gre za govorice. Ampak govorice, ki verjetno imajo v ozadju tudi kakšno resnejšo osnovo. Pri ekipi Alpine so se baje začeli dogovarjati z drugimi dobavitelji pogonskih sklopov, da bi jim lahko od sezone 2026 dobesedno dovolili uporabljati njihov material. Kaj to pomeni? Prvič, da gre za govorice, ki niso nikakor potrjene s tiste uradne strani, kjer lahko vidimo, da Luca Di Meo še zmeraj trdi, kako je Renault del Formule 1. In ne smemo mimo dejstva, da se je Renault zavezal, da bo prisoten kot dobavitelj pogonskih sklopov tudi v naslednjem obdobju. A sedaj se moramo za trenutek ustaviti in začeti razmišljati, kaj bi lahko prinesel ta izhod. V tem trenutku ima Renault samo eno ekipo in to je Alpine. In če smo skrajno natančni, v vsakem primeru v sezoni 2026 imena Renault ne bo več na štartnem razporedu. Tudi pogonski sklopi naj bi se preimenovali v Alpine. A gre pravzaprav samo za uradno spremembo, kajti pogonski sklopi naj bi bili projektirani v Viriju, in sestavljal naj bi jih prav tako Mecachrome. Mnogi navdušenci morda ne vedo, da Mecachrome je zasebno podjetje, podizvajalec Renaulta, kjer dobesedno sestavljajo vse enote, ampak se ne ukvarjajo s samim projektiranjem, samim inženiringom. Mecachrome je znan poznavalcem, ker je že vstopil na mesto Renaulta. In govorimo tam v sezoni 1998, če me spomin ne vara. A Mecachrome je znan tudi po tem, da je dobavitelj seveda turbomotorjev za Formulo 2 in enakih enot samo z atmosferskim polnjenjem za Formulo 3, ter še bi lahko našteval. Ampak v sezoni 2026 bomo videli novo generacijo pogonskih sklopov, ki jo morajo še sprojektirati. In sedaj se poraja vprašanje, ali ima na primer Mecachrome sploh možnosti za tako velik korak in ali ima sploh sredstva. Sam iskreno mislim, da ne. In tu je sedaj tisti prvi del problema, kateri je izjemno aktualen. Renault v tem trenutku ima samo eno ekipo. In tudi v nadaljevanju bi imeli samo dve enoti na celotnem štartnem razporedu.
Torej, jasno je vsakomur izmed nas, da njihov vložek v razvoj novih enot bi bil bistveno večji, kot bi lahko iztržili na tržišču. V tem trenutku imamo na primer Mercedes, ki ima na štartnem razporedu 4 ekipe. In dobro je znano, da te enote so ekipam dane dobesedno na leasing. Torej je politično določena cena, ki nekako dovoljuje ekipam Formule 1, da na svetovnem prvenstvu dobesedno nastopajo. Ko je prvenstvo konec, se material vrne. Ampak več ekip kot imaš, tudi večji je tvoj prihodek, kar pokrije marsikateri strošek. Pri Renaultu je zgodba drugačna. Zato je razumljivo, da bi se hoteli rešiti takšnega stroška. A kot smo že omenili, obstaja zaveza Renaulta oziroma po novem Alpina, da bo prisoten kot konstruktor tudi v nadaljevanju, torej v tej novi eri, ki se začenja v sezoni 2026. In verjetno prelom besede bi sprožil določene penale. Ampak verjetno ti penali so bistveno nižji, kot je na primer razvoj samih enot ali pa slaba reklama. In bodimo iskreni. Renault v zadnjih letih ni imel ne vem kakšne dobre reklame iz tega, kar so napravili v Formuli 1. Tudi ko se je vrnil Fernando Alonso v Alpine, so ga seveda uporabili v določenih reklamnih spotih, ampak da bi to bistveno povečalo prodajo njihovih cestnih avtomobilov, vsaj sam nisem zasledil. A vrnimo se še za korak nazaj k tistemu, kar lahko preberemo v raznih člankih, ki povzemajo ono, kar je bilo zapisano na spletnem portalu motosport.com. Imamo več možnosti, ki se odpirajo, ukolikor Alpine ne bo imel več lastnega pogonskega sklopa oziroma tistega Renault, ki se bo preimenoval v Alpine. Obstaja možnost iti k Red Bullu in prositi za tisto tretjo izdobavo enot, kar je malo verjetno, kajti obstaja še zmeraj tisti spor med Renaultom in Red Bullom po zaslugi Abiteboula, ki je seveda tam v sezoni 2016 pripeljal Red Bull pravzaprav na rob obstoja. Zato so pri Formuli 1 uvedli neko posebno pravilo. Torej, tisti dobavitelj, ki ima najmanj enot na štartnem razporedu, mora dati onemu, ki zahteva, seveda pogonske sklope, tako da lahko pride v svetovno prvenstvo Formule 1. In ker je varianta Red Bull malo verjetna, se odpira na primer opcija Honda, ki bo imela pri Aston Martinu samo 2 pogonska sklopa na štartnem razporedu. To bi bilo zanimivo zaradi neke malenkosti v samem nadaljevanju. Obstaja tudi v teoriji možnost Audi, ampak zdi se mi, bodimo iskreni, malo verjetna. Komaj prihajajo v Formulo 1 in nimajo še tistih potrebnih izkušenj, da bi jih morili še z dodatno dobavo. Čeprav po drugi strani imeti 2 pogonska sklopa na štartnem razporedu več, bi jim lahko pomagalo zbrati določene podatke. Ampak tu nismo še končali. Če se francoski del ekipe Alpine nekako ločuje od Formule 1, kje pa piše, da bo ekipa v Enstonu ostala v lasti tega francoskega konstruktorja. Bi morda lahko vse skupaj prodali Andretiju? Tudi takšne špekulacije je možno zaslediti v raznih virih, ki govorijo o Formuli 1. Če pomislimo, da Andretti v Indykarju rabi enote Honde, je seveda tista opcija, katero sem opisal pred nekaj minutami, malce bolj zanimiva. Že sam Mohamed bin Salojem je dejal, da za Andrettija v tem trenutku je mnogo bolje, če ekipo kupi.
In verjetno ta opcija, ukolikor je realna, bi bila, bodimo iskreni, skorajda idealna. A tu se moramo kot običajno za trenutek ustaviti. Gre za govorice, ki niso potrjene z nobene strani, kot sem že omenil v predhodnih minutah. V sezoni 2026 pogonskega sklopa Renault ne bo na štartnem razporedu, kajti načrtovali so že preimenovanje v Alpin. Da se zgoditi, da je nek avtor v neki daljni deželi malce slabo razumel, kaj se je dogajalo in napisal zgodbo, ki so jo začeli razni drugi pisci dobesedno posnemovati. V prevodu se je izgubilo marsikaj, nekaj drugega je lahko nekdo dodal, dokler ni nekdo iz portala motosport.com celotno to zgodbo nekje našel in jo nam predstavil kot nekaj, o čemer se govori. Videli bomo, kot običajno v prihodnosti, kaj se bo v resnici zgodilo, ampak zgodba je zanimiva, čeprav verjetna, no ja, lahko bi dejali nekje 50-50. A kot ste razumeli, za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.